Spoštovane dame in gospodje, sem Franci Dolko, današnji povezovalec dogodka. Lepo pozdravljene Slovenke in Slovenci na današnji prireditvi. Za uvod k temu svečanemu dogodku pa povabim gospoda Janeza Janšo, predsednika Socialdemokratske stranke, za kratek nagovor. Lep pozdrav vsem skupaj, še posebej pozdravljam tiste, ki ste mogoče takrat 23. maja, tako 24. maja, pa nekaj dni prej, leta 91 z orožjem v roki branili učni center Pekre. Vidim nekaj znanih obrazov, tudi vsaj enega, ki je bil takrat v tisti prvi generaciji slovenskih vojakov, in me veseli, da tudi danes, po 27 letih, ta spomin ohranim. Zjutraj, ko sem malo pregledoval zapise na omrežjih, sem videl, da je nek zgodovinar napisal, kako je tam pred skoraj 200 leti na današnji dan padla Ljubljana, ko je zavzel Napoleon, in kako so dan kasneje, se pravi 24. maja, francoski Napoleonovi vojaki zavzeli Maribor. Se pravi, 23. maj je v zgodovini naših krajev nek poseben datum. Padala so naša mesta včasih, ampak leta 91 je bilo drugače. Takrat Pekre niso padle, Maribor ni padel, in za slovensko samosvojitev je bil to prvi ključni zgodovinski testni preizkus. Če bi takrat Pekre padle, slovensko samosvojitev ne bilo nič. Vse bi se podrlo. To je bil dan, ko se je nastajajoča slovenska vojska in jugoslovanska armada prvič merila preko puškinih cevi. Ni šlo, hvala Bogu, še za ognjeni krst, ni spregovorilo orožje, šlo je za merjenje volje, poguma in živcev, in Slovenija takrat zdržala. Če ne bi zdržala, verjemite mi, govorim iz prve roke, slovenska politika bi klonila na celiča. Ker je to vodni nagovor, ne bom predolg, ampak vendarle 3 stvari. Prvič, s usposabljanjem prve generacije slovenskih vojakov, prve generacije, prve, bom rekel, sestave v miru v slovenski zgodovini nasploh. Se pravi, to ni samo, rekel, prva generacija novejše zgodovine, prva mirnodobna generacija slovenskih fantov, ki se je začelo usposabljati za obrambo domovine v znani slovenski zgodovini nasploh. Ampak usposabljanje te generacije bi se moralo začeti v začetku leta 1991. Slovenci smo namreč glasovali za suvereno Slovenijo že na aprilskih volitvah leta 1990. Zmagal je Demos s programom Suverene Slovenije. Tisti, ki so zagovarjali Slovenijo v Jugoslaviji, so na tistih volitvah izgubili. In Demos je potem začel z to legitimnostjo ljudstva za sabo uresničevati svoj program. 2. julija leta 1990 je slovenski parlament sprejel deklaracijo samostojnosti. Jeseni istega leta ustavne amandmaje, s katerimi smo prevzeli teritorijalno obrambo oziroma poveljevanje teritorijalni obrambi popolnoma v slovenske roke v mirnem času. In na ta način skupaj z akcijo manevrske strukture narodne zaščite odgovorili na razorožitev slovenske teritorijalne obrambe na sam dan za prisege prve demokratično izvoljene slovenske vlade. Tako da slovenska samostojnost je bila del oziroma uresničevanje slovenske samostojnosti suverene Slovenije je bila del programa, ki je zmagal na volitvah že aprila leta 1990. Res pa je, da so bile to splošne volitve, na katerih so stranke nastopile s svojimi programi in seveda tam ni bilo eksplicitnega vprašanja
da ali ne, se pravi, ali ste za to, da Slovenija postane samostojna država. Je pa Demos na posvetu v Poljčah v začetku novembra leta 1990 sklenil, da to vprašanje ljudstvo postavi neposredno. In na tej podlagi je potem sprejet zakon, doseženo tudi neko formalno politično soglasje okrog tega vprašanja in 23. decembra 1990 smo šli na plebiscit in tam si je slovenski narod prvič v svoji zgodovini sploh pisal sodbo sam. Demosova vlada se je na to pripravljala. Ključno vprašanje v Poljčah novembra, preden je Demosov poslanski klub, ki je predstavljal večino v takratnem parlamentu, sprejel odločitev za plebiscit, je bilo, ali smo sposobni to odločitev tudi uveljaviti. Da to ne bo samo neka operetna zadeva, kot so nam takrat očitali v opoziciji in tudi delali na tem, da bi bila to operetna zadeva. Takrat smo rekli, decembra tega ni možno neudejantne obraniti, je pa to mogoče možno čez pol leta. Zato je bil sprejet ta odložni čas in ena od prvih stvari, ki jo je seveda vlada načrtovala, potem, ko so bile te odločitve jasne, je bila seveda tudi vzpostavitev Slovenske vojske, ki bo dokončno preobrazba iz teritorialne obrambe v Slovensko vojsko, ki bo to odločitev zavarovala. Ampak tukaj so se pa začele težave. Pravi, tisti, ki so glasovali za zakon o plebiscitu, potem niso glasovali za proračun, proračun so bila sredstva za te namene in ker ni bilo sredstev, kljub načrtom, ki so bili, kljub seznamom, ki smo jih imeli, kljub 10.000 nabornikov, ki so čakali, ker jih nismo več pošiljali v ELA izven 5. vojaškega območja, usposabljanja nismo mogli pričeti. Proračun je bil sprejet šele konec marca leta 1991 in šele po tistem smo dobili denar, da pripravimo nekatere ključne stvari in prva generacija je bila zato poklicana 15. maja, ne pa v začetku leta. In vedeli smo, da seveda pa še to v zmanjšanem številu, tudi zato, ker so bila sredstva skromna. Podobna glasovanja kot za proračun oziroma obrambni proračun so bila tudi za zakon o obrambi, za zakon o vojaški dolžnosti, za vse ključne ukrepe za zavarovanje slovenske osamosvojitve. Tukaj nekaj poslancev tistega sklica, ki so trpeli ob teh dolgih razpravah in glasovanjih, kjer smo nekatere zakone sprejeli z enim ali pa dvema glasoma Demosove večine. Toliko o politične enotnosti glede slovenske osamosvojitve in to je tudi argumentacija tega, kar sem dejal na začetku, češ, da je bilo vse zelo krhko. In če bi pri Pekrah klonili, bi ta krhkost pomenila, da so se stvari prevesle v drugo smer in veliko vprašanje je, kaj je bilo z razglasitvijo samostojne slovenske države, še večje vprašanje pa je, če bi to lahko potem ubranili. To, da so branilci Peker zdržali, to, da je vlada takrat zdržala, to, da je Maribor vstal v podporo prvi generaciji, to je bilo odločilno. To je bilo takrat odločilno. Ostajajo pač ob teh dogodkih še nekatera nepojasnjena poglavja, na katera in vprašanja, na katera smo iskali odgovore skoraj že 3 desetletja, pa še vedno ne vemo za nekatere stvari. Eno od teh odprtih vprašanj, o katerem bi veljalo tudi kasneje kaj reči, če kdo kaj ve, je, zakaj je nekdo ukazal, da se izpred mestne občine Maribor umakne zavarovanje, kar je omogočilo, da je potem jugoslovanska armada ugrabila poveljnika in njegovega spremljevalca pokrajine in povzročila novo dramo, kjer je šlo spet za vojno živcev in kjer je bilo potrebno veliko naporov, da smo izenačili z blokado vojašnic, odklopom elektrike, vode in tako naprej. Tega ukaza ni dala jugoslovanska armada.
tega ukaza ni dala koordinacijska skupina, ni dalo Ministrstvo za obrambo, ni dal Republiški štab teritorialne obrambe, ni dalo Ministrstvo za notranje zadeve. Ta ukaz je dal nekdo iz podzemlja, preko takratne županje Maribor. Se ni nikoli razčistilo, vsi so obmolknili, ampak igrala se je dvojna igra, ki bi nas lahko veliko stala. Predvsem zaradi poguma Mariborčanov takrat, ki so vstali, se to ni zgodilo. Tudi zaradi vlade, ki ni klonila, ampak če vlada nima podpore ljudstva, potem v takih situacijah lahko delaš karkoli, pa ti to enostavno nič ne pomaga. Kasneje smo pridobili nekaj korespondence med povestjo Jugoslovanske armade, tudi nekaj njihovih analiz o takratni situaciji. In je bilo zelo zanimivo, kako so načrtovalci v Jugoslovanskem generalštabu te provokacije, tisti, ki so potem tudi načrtovali to ugrabitev in tudi izvedli ugrabitev poveljnika Slovenskega štaba teritorialne obrambe, kako so ocenjevali situacijo v Mariboru. V njihovih ocenah je pisalo, da je Maribor jugoslovansko mesto, da je to mesto delavskega razreda, ki bo podprl akcijo jugoslovanske armade, da Demos tam nima nobene podpore, da gre za neko okolje, ki je v bistvu proti odcepitvi od Jugoslavije in tako naprej in tako naprej. No, potem pa so se zgodili protesti, spontana podpora pred Centrom za obrambno usposabljanje in vse te analize so se razbile v nič. Zanimivo je, da če je Jugoslovanska armada delala te ocene na podlagi informacij iz virov iz Slovenije, iz svojih krogov, ki so pač, iz slovenskih krogov, ki so sodelovali z Beogradom v tistih časih. Torej, še enkrat, to, kar se je zgodilo 23. maja leta 1991 v Mariboru, je bil pravzaprav prvo resno merjenje moči med Slovenijo in Beogradom. V javnosti je takrat sicer obveljalo neko prepričanje, ki so ga naši mediji, še posebej takratne izdaje mariborskega časopisa Večer, širile okoli, češ da je tukaj Slovenija izgubila, popustila, vrniti so morali tiste oklepnike, polistama in tako naprej. Spomnim se enega komentarja takrat Večeru, ki se je norčeval iz slovenske teritorialne obrambe, ampak vzdušje med ljudmi je bilo popolnoma drugače. Tudi Demosova vlada je dobivala pisma, recimo od takratnega predsednika LDS-a, Jožeta Školča, ki to pismo je bilo naslovljeno na predsednika predsedstva, na vlado, predvsem pa je zahteval od predsednika predsedstva, da takoj ukine učne centre v Pekrah in na Igu, da treba obuditi tiste zamisli iz tako imenovane deklaracije za mir, ker je pisala Slovenija ne potrebuje vojske in tako naprej. Ko je bila Slovenija napadena dejansko na polni črti, ob razglasitvi samostojne države so tisti ljudje zbirali, podpisovali peticijo proti Demosovi vladi, češ da je Demosova vlada kriva za agresijo in tako naprej. Kdo želi podrobnosti o tem, naj si prebere Slivnikovo knjigo Kučanov klan, kjer je to bolj podrobno opisano. Danes se nismo zbrali za to, zbrali smo se za to, da obudimo spomin na tiste čase, ko je pogum Štajercev, predvsem Mariborčanov, rešil situacijo, da se poklonimo spominu prve žrtve v obrambi Slovenije, Josipa Simčika, prej je bila slovesnost v njegov spomin, in da se še enkrat zavemo, da tudi v teh časih vsaka resna država potrebuje lastne obrambne sile, potrebuje obrambo, potrebuje aparat, ki bo
skrbel za našo varnost, ker se pač razmere, kljub temu, da smo verjeli že v prejšnjih letih, da se mogoče vse premika v neko okolje, kjer bo ta potreba minimalna. Zdaj vidimo, da temu ni tako. Grožnje obstajajo, so večje, kot so bile pred 10 leti in tudi zaradi tega so takšni dogodki, obojene spomina na čas, ko je bil slovenski narod dejansko pogumen, ko je bil Maribor zelo pogumen, potrebni. Ne samo zaradi spomina, ampak tudi zaradi aktualne situacije. Želim vam veliko užitkov poslušanju zanimivih sogovornikov v nadaljevanju tega večera in še enkrat hvala za udeležbo. Hvala predsedniku Slovenske demokratske stranke, gospodu Janezu Janši, za uvodni nagovor. Preden pa povabim k omizju naša današnja gosta, pa bi rad povedal tudi, da je med nami generalni sekretar Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, dr. Božo Predalič. Sedaj pa pričakovan dogodek, torej današnja središčna gosta oziroma priče tistih takratnih dogajanjev, nekdanji mariborski župan gospod Franc Kangler in poslanec Franc Breznik. Izvolite se in pridružite na priorišču. Torej, cenjena gosta, še enkrat od vseh nas prav lepo pozdravljena. Vidva sta nekako priče, neposredne priče vseh teh dogodkov. Franc Breznik, vi ste iz prve generacije, kot vidimo, mislim, da prav, da našim gostom povemo, da je tole vaša uniforma iz tistih časov in številka 1 pomeni prva generacija slovenskih nabornikov, tako da mogoče za uvod, začetek, nekaj misli iz tistih časov. Ja, najlepša hvala, dobrodošli. Predvsem bi rad pozdravil tudi tiste, ki ste bili leta 91 tudi moje starešine, ljudje, ki ste skromni, ki ne prihajate v javnost. Jaz upam, da bo Slovenija v naslednjih letih na ta dan 23. maja tudi praznovala kakšen praznik, da ne bo to nek normalen dogodek, ampak bo to dogodek neverjetnega državljanskega poguma. Uniforma, ki je tukaj, tisti, ki so poznavalci, bi rekli, da ni kompletna, zato ker škornje več niso originalni, so črni, takrat smo imeli rjave škornje. Polovica nabornikov je testirala, torej nekoč so nas imenovali tudi poskusna generacija. Uniformi sta bili dve, polovica nabornikov, 60 nabornikov je testiralo takrat, torej klasično uniforma, jaz sem bil primer klasične uniforme, drugi del je bila približno isto krena in pa bila zgoraj tekst materijala, tako da torej prihajalo do popolnoma postavitve novega sistema. Torej, moje služenje se je začelo 15. maja, kjer smo v center prišlo prva polovica 60 nabornikov. Tako že takrat nisem naprej sreče, zato ker ko smo končali 15. novembra, jaz sem dalje služil, kot tudi ostali. Tisti drugi del 60 nabornikov prišel v Peker, torej 16. maja 91. Tam nas je sprejelo 24 častnikov in podčastnikov, ki so bili predtem na usposabljanju v Poljčah, usposabljanje v Poljčah za nove starešine, torej obeh učnih centrov, tako 710. učnega centra tukaj v Pekrah in 510. učnega centra na Igo. Torej se je usposabljalo v Poljčah, kjer so seveda sprejeli popolnoma nova pravila, nove sisteme podovoljevanja in tudi vse ostale zadeve, kot so logistika in vse ostale učne rokovnike in vse ostalo, kar smatramo in kar spada v neko usposabljanje vojakov. Tako tudi zdravstvena zaščita, zdravstveni pregled, vse tisto, kar neka resna vojska potrebuje. Tukaj lahko rečemo, kot je rekel tudi nekdanji, jaz pravim, republiški sekretar ali pa vojni minister, vsaka resna vojska, ki je
tudi zmagala v vojni za vojni, neki vojni pomembni za obstoj naroda, nacije in tudi vojska, ki je v bistvu konstituirala, bila del konstituirala neke države, je njen vojni minister, pogledajte, v vsaki taki državi, lahko rečemo, neki osrednji temelj. Tisto, kar se mi zdi pomembno v obujanju je, da ko sem bil lani povabljen v Hrvaški generalski zbor, imajo v zgornjem delu Zagreba eno posebno mesto, kjer se zbere približno 150 najvišjih častnikov, vseh generalov, imajo v svojih prostorih na eni strani torej križ, na drugi strani imajo Janeza Pavla II. Na tretji strani imajo svojega kardinala, na katerega so ponosni in ponosni so na svojega predsednika Tuđmana in ponosni so na Gojmera, to je Gojka Surška, njihovega vojnega obrambnega ministra. To so neke vrednote, neki temelj, neke družbe. Jaz pravim, ob teh ljudeh bi morali tudi tukaj na Štajerskem, predvsem pa tudi v Ljubljani vedeti, kdo so bili tisti ključni ljudje. Jaz mislim, da če je bila to normalna družba, če bi šla ta tranzicija normalno, bi danes tukaj jaz sedel v tretji vrsti, tukaj bi pa sedeli ljudje, starejši, moji častniki, moji počastniki, tukaj bi sedeli ljudje, kot je bil danes človek, kateremu smo se poklonili, kot je bil Josif Simčik. Torej, to bi bila mogoče Simčikova ena izmed sob, imenovala se ena izmed ulic, torej ljudje, ki so se z golimi rokami uprli od takrat JNA, oklepnikom in tudi vsem ostalim. Tukaj se vidi, da v tem delu tem padle tranzicije so v Sloveniji nekako zavladale neprave vrednote, nepravi junaki. Torej, spomnil me je nekdanji vojni obrambni minister gospod Janša, jaz ga vedno tako imenujem, ker smo nekako na eno srečanje, me nekako navezuje na njega, je problem ravno tega, da ko je spomnil, da je takratna liberalna struktura nasprotovala, torej 2 dni po pekrskih dogodkih je tudi napisala, lahko rečem, en pamflet v mislim, da časniku Delo. Tam so celo napisali, da v Mariboru namerno provociramo jugoslovansko ljudsko armado in da nam takoj razpustimo oba centra, tako v Mariboru 710. kot 510. učnega centra. To smo tudi v Združenju za vrednote za slovenske osamosvojitve, ta časopični članek, mislim, da je tudi v beli knjigi slovenske osamosvojitve. Ko sem odšel torej po vseh teh dogodkih v tujino za nekaj let, potem prijem nazaj in vidim, da ravno gospod Školč je celo, mislim, da bil predsednik slovenskega parlamenta. Torej, parlamenta v državi, ki si nikoli ni želel. To je ta negativna selekcija, negativni proces te tranzicije, ki je šel. Zaradi tega se mi zdi pomembno, da obeležujemo takšne dogodke, da obeležujemo tiste resnično prave junake, ki so vzklili iz ljudstva pred 27 leti, ko je šlo za Slovenijo. To so bile svetli trenutki, najbolj svetli trenutki slovenstva. To je bilo takrat, ko so vsak dan je ta država, lahko rečemo, postavljala nove junake. Junake med novinarji, ki so šli na bojna polja, junake, ki so šli v Peker pet oklepnike in ljudem sporočali, kaj se dogaja. Ljudi, ki so z golimi rokami opazovali, ko se recimo Ratko Katalina pripeljal s svojimi vojaki v vozilih z oznakami Rdečega križa v Peker, to je kršil tipično Ženevske in Haške konvencije, že takrat. In ta del spomina je tisti, ki bo ostal. In gledajte, Štajerci, če nekako zaključim ta moj del, imamo lahko rečemo, 3 svoje velike angele varuhe. Prvi angel varuh štajerski je bil blaženi Martin Anton Slomšek. Drugi naš varuh je bil spoštovani general Majster. In tretji varuh Štajerc, cikleni Štajerc, je bil dr. Jože Pučnik. Eden je postavil slovenstvo, takrat levantinsko škofijo, predstavil Maribor, bil je narodni buditelj, bil je človek iklene besede, poet, prav tako kot general Majster. General Majster nam je ohranil to mejo. In tretji je bil oče slovenske države Jože Pučnik. To so 3 največji angeli varuhi, jaz pravim, naš Štajercev, pa tudi Slovencev.
In ta enka na tem rokavu je nekaj, gledajte, ko sem bil tudi v Slovenski vojski, ena grenka izkušnja, mislim, da je bilo po letu 2009, marsikdaj nisem niti mogel napredovati. Bil sem že šef logistike in posem so nam dali ukaz v času Jelušičove, da naj odstranimo iz svojih rokavov enke. Tisti, ki so bili takrat vojaki, vplivali so tudi na številne podčastnike in častnike, ki so še sedaj zaposleni v Slovenski vojski. Jaz sem takrat rekel, da tega ne bom odstranil in sem čez 1 leto, takrat kot višji vojaški uslužbenec dal odpoved Slovenske vojske, odšel sem ponovno gospodarstvo v tujino in sem rekel, sedaj pa gre za res to Slovenijo, res moram začeti spreminjati. Ko sem videl, kaj se dogaja, tudi mojim kolegom, tudi sedaj, kje so tudi tisti, ki še danes delajo v Slovenski vojski, potem sem rekel, vrag je vzel šalo. Nažalost, sem danes tukaj kot politik, morda nikoli ne bi marsikdo zvedel za mene, če je bila ta država normalna. Sedel bi nekje v tujini delal za kako podjetje kot inženir, ne bi se rabo ukvarjati s politiko, lahko bi prišel sem, pa bi to bil državni nacionalni praznik 23. maj in bi svojimi veterani, ki bi stali v prvih vrstah, tudi svojci padli za Slovenijo, se spominja teh svetlih trenutkov te zgodovine. Nažalost smo danes tukaj, zato da to obujamo, da se spominjamo, tako kot so se spominjali majstrovi vojaki, desetletja in desetletja, da generala majstra niso pozabili, zato je general majster danes, lahko rečemo, nekako vzcvetel in ostal tukaj v tem ljudstvu. Toliko z majstra ni v tem delu. Hvala poslancu Franciju Brezniku za te uvodne besede. Gospod Franc Kangler, vedno s ponosom poveste, da ste veteran vojne za Slovenijo. Kje ste bili v tistem času in kakšne spomine imate na te najbolj dramatične dogodke, ki slišimo, da so se odvijali ravno na Štajerskem? Hvala lepa. Spoštovani, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Tukaj spredaj še nekaj stolov prostih, če želite zadaj, ko stojite, lahko prijete naprej. Dovolite mi, da tudi pozdravim nekaj mojih soborcev. Predvsem pa sem vesel, da je tukaj med nami človek, ki je prišel na našo srečanje iz Melbourna z Avstralije. Gospod Rizman, lep pozdrav in hvala lepa. Da vas je vaše slovensko srce prineslo tako daleč in da ste še danes ponosen Slovenec tudi tam, kjer ni Slovenija, da branite slovenski narod pa naše barve. Tukaj moram na nek način tudi pozdraviti Vogrina Željka in Zorana Šariča, ki je od zadaj. Mi trije smo bili skupaj v tako imenovanih organih za notranje zadeve, kriminalisti, ki smo pač med vojno branili Slovenijo na svoj način. In v naši sredini tudi pozdravljam gospoda Gregorja Pivca. Tudi gospod Gregor, tudi tebe en lep pozdrav. Dobro se spominjam tistih časov leta 1991 iz bolnice, kjer ste tudi vi kot zdravniki opravili zelo pomembno funkcijo v mariborski bolnišnici. Začel sem leta 1984 v policiji, uniformirani policiji. Moram reči, da takrat se spomnim kot policist, da napetost med slovensko policijo in vojsko se je stopnjevala. Tu ni šlo za neko napetost na osebne ravni, ampak na nek način se je iz leta v leto to stopnjevalo in se je čutilo, da se ne maramo, po domače povedano. Do tega občutka je pa prišlo zato, ker se je vojska izolirala od nas. Na nek način je imela svoja pravila in vojska, ki je bila v Mariboru in na tem območju, se ni želela družbeno vključiti ali zliti v naše okolje. Dali so občutek, da so nekaj več kot pa slovenski narod. In verjetno je to tisto tudi bilo in botrovalo, da se je slovenski narod uprl proti njim.
Od leta 90 sem nastopil funkcijo kriminalista v Mojstrovi ulici. Pri tem je bila uprava javne varnosti, no to je bila uprava za notranje zadeve. In mi smo pokrivali klasični kriminal, bančne rope, pošte. In na nek način, ko se je to stopnjevalo, seveda smo tudi bili kriminalisti vpeti in vključeni v osamosvojitveni del. Danes, ko smo položili venec in ko sem tudi prebral spominsko ploščo, na njej je zapisan pokojni rezervni policist Havc. Moram reči, da moj kolega, ki sva bila 4 leta skupaj v usposabljanju, Lilek Zdenko, je bil voznik tistega policijskega avtomobila pri medicinski srednji šoli, ko je ta rezervni policist izgubil življenje. On je pa pristal na invalidskem vozičku, saj je imel več strelnih ran po telesu. Šlo je za zahrbtni napad. Vojska je provocirala na ta način, da je policija imela nalogo, da kontrolira okrog vojašnice, predvsem da zaščiti slovenski narod, da ne bi vdrl v kasarne. Nekdo je dal komando, da streljajo v hrbet policistov. In žalostno je to, da tisti, ki je dal komando, še danes hodi po slovenskih ulicah in naši domovini, ne da bi stopil prag ali prestopil prag pravosodstva ali sodne veje, tako kot nekateri, ki se borimo z sodnimi linijami, ki iz dneva dan dokazujemo, da nam delajo krivice. In moram reči, da me še to danes boli. Danes me boli, večkrat, ko ga srečam, ko ga vidim, me to boli, da ti eden ga ni povprašal, pozdravil. Kolega Lilek in pokojni policist nista bojno delovala, da bi lahko vojska odgovorila vse strelnim orožjem. Seveda je bil sprožen alarm, ko se je to zgodilo, ko smo vseh vetrov mi privihreli na kraj dogodka. Je jugoslovanska armija poslala na kraj dogodka 2 vojaka slovenska z polavtomatskimi puškami in brez nabojev. Poslala pa jih je zato, da če bi mi z jeze ali sovraštva z ognjem odgovorili, da bi lahko v propagandne namene dobesedno rekli, gledajte, Slovenci streljajo svoje vojake. 2 Slovenca. Brez municije, z strelnim orožjem, čista provokacija. In to je bil en takšen del segmenta. Tisti drugi del, bolj žalostni del, pa bil ta, da mi, ki smo bili v civilu, smo imeli eno veliko težavo. Težava pa je bila ta, da nismo imeli orožja. Orožja ni bilo v Mojstrovi ulici, bilo je 5 ali 6 kalašnikov, pa 5 ali 6 gasmask, po domače povedano, pa še to je šef podelil svojim ljublječkom gasmaske, pa 6 kalašnikov. In v naši skupini je bil en kriminalist, ne bom ga imenoval, ki je bil blizu šefu, je dobil gasmasko pa kalašnika. In tega kalašnika je tam pomizil bračo, je rekel, kam ga še življenja, nisem puška držal v rokah. Kaj hočem reči? Da smo se mi zorganizirali sami, potrgali omare, ki so bile na policiji, podelili si tisto zaseženo orožje, takrat je bila trgovina z orožjem, predvsem so prekopčevalci vozili pumparce, ostrostrelne puške, malokaliberske in podobno. In smo si to mi med sabo razdelili, da smo imeli. Spomnim se, da me je iz trgovine lovec klical lastnik, pravi, Kangler, prosim te, pridi po orožje, po municijo, boljši, da ti odpelješ,
to orožje pa municijo, kot pa prije vojska, pa nam to popere. In tako se spomnim, da smo mi šli, spraznili komplet trgovino lovec, kar je bilo z municijo, lovsko in šrotom. Mi smo bili pumparce, šrot nam je prišel prav, vem, da sem imel posebno žakl od šotora. Tistega sem ves čas vojne nosil zraven polno municije, 2 pištoli pa pumparcev, drugi je nosil MK puško z naboji in tako smo se na nek način mi obrožili, civilni del. Bilo pa je tistih 4-5 dni napetosti, veliko takšnih dogodkov, ki so na nek način pustile tudi na nekaterih policistih ali kriminalistih velike posledice. Jaz osebno danes ocenjujem, da je žalostno to, da naši otroci, ki hodijo v osnovno šolo, bolje malo kaj v učbenikih lahko prečitajo o slovenskem osamosvojitvi. Včasih dobim celo občutek, da še malo pa nas bo sram, da smo se borili za samostojno Slovenijo. Včasih dobim občutek, da tisti, ki so leta 1945 se deklarirali kot osamosvojitelji NOB-ja in ne vem česa, so 10-krat več vredni, kot pa tisti, ki smo bili pripravljeni za našo Slovenijo umreti. In te krivice, ki se dogajajo po osamosvojitvi, veste, ne jaz, ne gospod Breznik, nihče, tudi od vas, ki ste tukaj, ki ste se borili, ne želimo privilegijo. Želimo pa samo to, da nas tisti, ki so bili proti Sloveniji, in so vsi pustijo primeru. Vsakdo ima pravico do svojega mnenja. Mi pa imamo pravico, da živimo svobodni, pravični, predvsem pa pošteni Sloveniji. Če pa pogledate zadnji sodni postopek, ki je bil na območju Murske Sobote, ko sta oficirja vojaške armade JLA tolkla po Radgoni, po civilistih, nazadnje jim je Slovenija plačala odškodnino za sodne postopke. Tisti, ki je odredil, da strela po mojemu najboljšemu kolegu Lileku in je dobil 11 krogl Kalašnikov hrbet, še dan živi in je na vzličko, tisti še danes hodi, ne da bi ga kdo vprašal, odkot ti, po kateri mednarodni konvenciji je pravica, da si odredil uporabo strelnega orožja na policista, ki je mirodobno deloval v hrbet. In to ni edini primer. Takih primerov je veliko. In ne smemo na njih pozabiti. Tudi ne pozabo na policiste, ki so branili Vič Holmec. Ko so nekateri politiki, levičari, zrežirali, da so tisti moji kolegi, policisti, ki so bili Viču Holmecu krivi, da so se tam zgodile takšne drugačne stvari. Veste, danes tukaj mi čisto eno, da to zapišem, ne? Jaz sem bil v komisiji preiskovalni zadevi Vič Holmec. Še danes je skrito Gričarjevo poročilo, tako se imenuje Gričarjevo poročilo. Poznam skoraj vsaki stavek, kaj piše Gričarjevo poročilo. In tudi to vam povem, Gričarjevo poročilo piše, ko se takrat notranji minister Mirko Bandl pogovarjal z nekateri akterji te afere, naredimo in zrežirajmo vse tako, da bo kriv Janez Janša. Piše. Če lažem, jaz vam pač skopiram tisti del poročila, ki je še za danes zaupen. Piše. To so gotovili. Tudi so not takšne drugačni telefonski pogovori, ki kaže na to, kako se je levica igrala z vsemi nami, ki smo kakorkoli bili izpostavljeni osamosvojitvi. In takšnih dogodkov, kot je bil recimo ta primer Lileka, ki je plačal svojo ceno
je bilo veliko, sem bom tudi povedal nekaj zgodb. In takrat smo, neki smo delali v civilu, delali tudi z nekaterimi, ki so bili iz bivše službe državne varnosti. Takrat se je služba preimenovala v času Bavčarja v Vis. In je bil en kriminalist, en iz Visa. In ravno tukaj, ko je bil ubit rezervni policist in ranjen kolega Vilek, smo recimo pri belem dnevu, jaz in uslužbenec Visa Milan Hmelak padla v zasedo. Dobesedno v zasedo. Jaz oborožen od vrata do nog z pištolami, orožjem, noj, kaj se kar je, smo pač imeli, on oborožen. Veste, takrat sem prvič začutil malo straha. Vidim vojake pri spomeniku na levo, ko ležijo z kalašniki na desno pri kasarnah. Midva pa med njimi. In kolega Hmelak je rekel, primi me pod roko. In ga primem pod roko in bil je pač tako, kot je bil. In on je se naredil paraplegika. Enkrat se je zvil, ko da težko hodi in jaz ko da ga peljem in sva na ta način, ker je on špilo paraplegika, se mi dva rešila, da nismo tiste so se parane, niso tam pojeli. In tako smo šla mimo zasede in zaprli ogarli šput. To je bil en taki primer. Bilo je še več primerov, bom tudi kasneje to izpostavil, glede transporta, ki smo jih mi na nek način transportirali vse tiste vojake, ki so bili zajeti. Verjetno tudi zanima, kakšni so bili postopki. Moram reči, da tako kot smo mi na vojake, ki niso bili nič krivi, 18 let stari otroci, 19 let niso vedeli, zakaj se gre, da smo dobesedno poskrbeli za njih, tako kot da so naši otroci. In to so spomini, veliko je. Zapoved ni vse za javno govoriti, nekateri raje molčimo, pa velikokrat trpimo, ko opazujemo to zgodbo od blizu ali od daleč, ki se danes dogaja v Sloveniji. Tem nadvse zanimivim spominom znotraj policije se bomo vrnili še v nadaljevanju. Franc Breznik, vi ste danes poslanec, takrat ste pa bil mladenič, mlad fant, in da gremo nekako kronološko pogledamo te pekarske dogodke, kako jih imate spomino, dajmo to strniti, da bi ljudje tako razumeli, kaj se je v tistem času res dogajalo, tako zelo vzdomnega. Ja, torej, danes sem začel zgodbo prvega mojega služenja, torej prihod 15. maja. Pogledal sem se nekaj svojih dnevnikov, ki sem jih vodil v tistem obdobju. Klasično tako tisti, ki sem služil vojaški rok, 5:30 vstajanje. Res pa, da je bilo naporno prve dneve zaradi česa. Zato, ker je bila ta slovesna zaprisega nekako pripravljena za 2. junij 1991 in želeli smo seveda Slovencem, Slovenkam, v tudi javnosti pokazati, pač, da ta nova nastajajoča slovenska vojska pač obladuje tudi postoritvena pravila, korakanje in vse ostalo in da bo to tudi neka predstava za javnost. Moram priznati, da so bili ti treningi prvih teh 14 dni kar zelo naporni. Dribling je bil veliko pa bilo tudi zanimanje 31. korpusa, ki je bil v Mariboru. Morate se zvedati, da Maribor ima takrat 3 velike kasarne, eno zelo veliko Francozma stane, torej sedanja kadetnica ali pa vojašnica generala Majstra, osrednja velika vojašnica, potem je bila vojašnica Vojvode Mišiča in vojašnica v Medijo. Nekaj tisoč vojakov, častnikov in podčastnikov, na eni strani za tanki T-55, za minometi 120 mm, številnimi ostalimi bojnimi sredstvi, na drugi strani del teritorijalne obrambe, del rezervne sestave, del protidivizantske sestave, ki so tudi varovali tako ožje kot širše območje Peker. Torej, kot sem povedal danes, v
Pekrah je bilo nastanjene nas 120 vojakov nabornikov, na Igu takrat 180, torej 300 teh vojakov nas je bilo. V Pekrah je delovalo torej 24 častnikov in podčastnikov na različnih dožnosti, poveljnik je bil major Andrej Kocbek. In že na začetku usposabljanja torej, so ugotovili, da je zanimanje torej, vojakov, predvsem pa Kosa, torej za učni center Pekre zelo veliko. Dobivali smo informacije, da nas opazujejo, da pošiljajo izvidnike, da namerno provocirajo, večkrat so bili sproženi tudi že nekaj mini alarmi in zaradi tega so naredili podroben načrt tudi za zavarovanje Pekre. Tako kakšno bo področje. Pred tem časom, lahko rečem nekaj dni pred 23. majem je v Pekre, mislim, celo zadnji dan prišlo tudi zadnji del opreme, ti znameniti protioklepna sredstva Armbrust. V Pekrah smo imeli v tistem obdobju samo 6, smo to toliko za primerjavo. Ostala orožje je bilo večinoma podaril gospod Kangler, avtomatske puške M70 AB2, torej različnih tipov, polavtomatske puške, papovke, tako zvane 762, potem pištole M70 in pa znamenite pištole M53, te tevke in pa tudi te kopije teh puške M16, to je NATO kaliber 556, singapurska kopija, tako zvani, torej ena izmed teh kopij. Torej, na širšem območju Pekre smo imeli tudi, torej na zunanje postavitvi smo imeli nekaj protiletalskih topov, 3-cevnih 20 mm. To je bila, lahko rečemo, del te naše oborožitve. Torej, kaj se je zdaj dogajalo, to že točno 23. Torej, glede oborožitve, ste lepo opisali situacijo, mogoče bo našo publiko zanimalo, koliko je bilo takrat nabornikov in koliko ste recimo vi osebno bili stari? Torej, moja osebna, jaz bi moral že na služenje vojaškega roka že kako leto prej, jaz sem se namerno izogibal. Torej, to bi velik problem in namerno smo bojkotirali torej, vstop v jugoslovansko armado. Poglejte, tudi tisti, ki ste bili, ki ste mogoče moj letnik, ampak kakšno leto starejši, se zavedate, da marsikateri vojak slovenski je tudi prišel v krsti nazaj, dogajali so se neverjetne stvari, marsikdaj neraziščene, odpor do jugoslovanske armade je bil velik, spori so bili veliki. Jaz sem bil takrat star 20 let, recimo gospod Janša je bil star 32 let, spomnim se ga, torej 15 let je bil takrat kot obrambni minister, mlajši kot sem jaz danes sedaj. In torej, tisto jutro, 23. torej na današnji dan, 27 let nazaj, je torej bilo naše vstajanje o 5 uri 30 minut, jutranja vadba, potem pojutranje vadbe seveda ta zajtrk in potem priprava za velik dogodek, ki je bil 2. julija 1991, torej slovesno za prisega. O približno 7 uri pa 20 minut, torej za učni center Pekre je bil poligon asfaltni, kjer bi vadimo ta program. Takrat zasledimo, da na zunanje varovanje, torej, ki ga varovala teritorialna obramba, prideta dva pripadnika tega gibanja Samo, ki ga ustanovil v bistvu Ivan Poršner, en izmed teh tudi v procesu četverice. In torej bili so ti pripadniki, civilisti, ki so bili oblečeni kot gobarje in so hodili že po tem gozdu ob Pekrah in so pozvali okolico in so našli v bistvu dva izvidnika, JNA, ki sta nekako opazovala za daljnogledi torej naše delovanje takrat, torej naše dogajanje. Protidiverzantski vod je potem zelo tihoma odšel v gozd in po nekaj, torej imamo tukaj tem diplomskem delu mojega nekdanjega poveljnika voda, gospoda Herberta Lešnika, tudi ta podrobno opis, torej ta dva izvidnika, en je bil podporočnik jugoslovanske vojske, en je bil njegov vojak v maskednih uniformah, seveda oborožena, celo za zalogo hrane za nekaj dni, kasneje so to ugotovili, sta zelo podrobno opazovala skozi daljnoglede to dogajanje in ti naši pripadniki teritorialne obrambe so jih nekako prišli zadaj, tista bili, šlo je za faktor presenečenja. Vojak se je takoj predal, podporočnik pa je tel celo z orožjem granat, potem ga en izmed teritorialcev celo udaril za puško in kopito in se potem predal. Torej, mi kot vojaki smo se zveda in tudi, mislim, da tu nekaj tudi častnikov in počastnikov tukaj med nami, nekaj vidim, smo potem videli, torej, da sta ta dva vklemni, so jih prepeljali preko piste, torej v samo zgradbo učnega centra Pekre, kjer sta jih prevzela takratni
tako rečemo, šef varnosti, stotnik Franc Pulko in pa poveljnik učnega centra Pekre, takrat major Andrej Kozbek. Po približno uro zasliševanja, kaj želita, kaj sta to počela, so jih razložili in seveda sta ta dva pripadnika kasneje, približno 8 uri 30 minut, mogoče 9 uri, zapustila učni center Pekre in sta peš odšla po Bezjakovi ulici proti svoji matični vojašnici. Torej, za nas nepomembni incident, nadaljevali smo z usposabljanjem tisti dan. Spomnim se, mislim, da smo že imeli, ali bilo malo pred kosilom, ob 12 uri 10, 12, 15, en izmed, recimo, spomnim se Harla, Dušana, Stotnika, spomnim se kar nekaj ljudi, ko pravi, tu se peljejo neki vojaški oklepniki. So pa res imeli na učni center Pekre eno izmed svojih farm, kjer so gojili neke svinje. In pravi, to grejo v bistvu na farmo, kaj bo šli na farmo za oklepnike. V tistem trenutku je nekdo samo rekel, glej, to je zdaj znak za alarm, mi smo zapustili sveda to pisno trenutko, vdrli smo zadaj, v zadnjem prostoru smo imeli eno izmed priročnih središč za orožje. Tudi vojaki smo šli tja, pravili sem, vidim sveta, da biti orožje, prvič nisem ti zaprisegli, prosim, če se odstanite v amfiteater. Častniki, počastniki takrat so prijeli vso orožje, ki so ga imeli. Po tistem načrtu, o kateri so že prej razlagali, ker so nekako sumili, da se bo nekaj zgodilo, lahko rečemo nekaj provokacije bilo, so zavzeli po tem načrtu svoje mesto, te tako zvane krožne obrambe in potem na zunanjem ograji se prikažejo ti znameniti oklepniki BRDM in BOV in pred vrata, torej pred na samo rampo pride podpolkovnik Stevilović. Gospod Franc Breznik, predlagam, da se tukaj v tem trenutku ustavimo pri času nekje okrog poldneva in 13. ure za medklic, pa gospod Franc Kangler, kako je policija v tistem času reagirala, oziroma kdaj ste bili sploh v mariborski policiji seznanjeni, kaj se dogaja, da se nekaj pripravlja, da se nekaj kuha, tako rekoč? No, policija je bila tako kot teritorialna obramba zelo dobro pripravljena, saj je takrat bil minister oziroma sekretar za notranje zadeve Igor Bavčar in to sodelovanje med teritorialno obrambo in policijo je bilo na vrhu zelo dobro. Predvsem pa ta manevrska struktura, ki je pripravila načrt. Bolj je bilo problem v tem, da mi kot policisti nismo mogli verjeti. Da se to dogaja? Ne, da bi se lahko kaj hujšega zgodilo. In potem, ko se ozreš po enem Vukovarju, ko vidiš, da so ga stovkli vsaki kvadratni meter, ko smo slišali, da je nekdo dal komando, da naj zbombardiral Maribor pa Ljubljano, na nek način nismo dojeli, da je to možnost za Evrope. Je pa res, da smo pa bili izredno dobro informirani. Recimo, če se vrnemo na 23. maj 1991, kdaj je slovenska policija oziroma mariborska policija zvedela za te vojaške aktivnosti, ki je prej o njih govoril gospod Breznik? Težko jaz o tem govoril, o tem konkretnih podatkih za ta dan, ker bi moral pogledati v poročilo, ki je vse evidentirano. Policija je bila dobro organizirana v tistem trenutku. In ta povezava, komunikacija? Informirana, predvsem bi rad tu želel izpostaviti, vse po mojem vedenju in znanju takrat je zelo dobro pokrivala to strukturo, ki je bila na nek način tudi prepletena, tako imenovana varnostna informativna služba. Če se ne motim, je takrat bil Brejc direktor ali pa pred njim ne vem kdo, to je bilo v tistem obdobju in vse, kar so v Beogradu na generalštabu sprejeli v zaprtem krogu, čez pol ure smo mi v Mariboru vedeli. Čez pol ure. Ni minilo več kot 30 minut. Kdo, na kakšen način je delal za našo službo in kako smo mi prišli do teh informacij, seveda je drugo vprašanje, to bo zgodovina še enkrat povedala in ko se bodo arhivi odprli. Pomembno pa je to, da smo mi bili izredno dobro organizirani. Čeprav bi lahko bili vsaj tisti civilni del policije nekoliko boljše, uniformirani del, takrat je vodil posebna enota v Mariboru Runežni Bojan, danes je upokojen, je tudi
v Beogradu na zadnje, na službovanje na konzulatu oziroma veleposlaništvo, je bil slovenski ataše. Mislim, da je bil policijski, da ni bil vojaški, ampak ta pretok informacij je bil zelo pomemben, da smo se lahko mi organizirali. Bom povedal primer, bilo je tudi veliko vdora v naš sistem. Nekateri so bili tudi tako imenovani dvojni agenti ali pa celo trojni. Zastavnik Karavle v Šentilju naenkrat zboli. Velike krče v trebuhu in rešilec leti in njega odpelje v mariborsko bolnišnico. In to je bilo vse zrežirano in sfingirano. Vojska ga je poslala v bolnico, da bi pokril notraj bolnico. Živo se spomnim, ko smo imela svojo nalogo z Vogrinom Željkotom, ki sem šla na nek način pregledati knjige v bolnico, ranjecev, vojakov in vseh teh. Bolnica je imela svoj režim, nihče ni vedel, kje so knjige, kje so evidence. Samo ena medicinska sestra, ki je delala na poškodnem oddelku, posebej se je vodila evidenca, tako da tu moram reči, da je bilo vse tako, kot mora biti. In sva šla z Vogrinom v 16. nadstropje, da sva pogledala dol na območje kasarne. Kaj se na območju kasarne, sosednje kasarne dogaja. In se peljamo z dvigalom dol in vidim, da v pidžami v 11. nadstropju stopi nekdo not. Ima kovanec v roki, takrat ni bilo mobitelov, so bili samo govorilnice in kovanec suče in je bil živčni. Čutil sem ga, da gre za vojaško osebo. In takrat jaz Vogrina ruknem dvigalo, pa če no moram domov poklicati, hitro po žepu začnem šlatati, kjer imam kakaj drobiš, pa še jaz zamem kovanec v roke. In se menimo tako, da nismo nič. In skupaj stopim z dvigala, on gre na telefonsko govorilnico in jaz zraven. To so pa bile bučke, ki se je slišalo. In jaz kao da telefoniram, njega poslušam. Vse je poročal Zagreb v 5. armadno območje, klica dol, tu imajo to, tu imajo to. Seveda sva dva ga evidentirala, da je prišla v 11. nadstropju v dvigalo. Sestra, ki je imela knjigo, smo takoj vedela, da gre za tega, ki je bil fingirano balan. In šla smo gor v pisarno, napisala radni dokument, tisti, ki so bili za to zadolženi, da se ga začeli pokrivati in pokriti, so začeli naprej delati. In to je bil pač en taki dogodek. Predvsem pa je bila naloga nekaterih kriminalistov v tistem danem obdobju, da zbirajo podatke. Kriminalistična tehnika, ki je bila na policijski upravi Maribor, je imela nalogo, da je vse zadokumentirala, zbirala, daktiloskopirala, se pravi vsem ujetnikom, ki so bili zapori, so jih slikali, so imeli prstne odtise, registrirali in kriminalistično-tehnično obdelali. Bilo pa veliko ujetih policistov. Helikopter Zveznega policijskega bataljona je v času osamosvajanja pripeljal, mislim, na 2 helikopterja zveznih policistov, da so zavzeli mejni prehod Šentilj. Da bi prevzeli, moram tako se izraziti, ne da so zavzeli mejni prehod Šentilj, mejno kontrolo in podobno. Ko sem opravil z njimi v zaporu razgovor, vsaj en dan sem bil temu namenjen, smo gledali, kaj imajo njihovo prtljago, imeli so take SMB torbe, noč so imeli video rekorder, viskije in podobno, se iz sosednjega frišopa. Ko smo se z njimi pogovarjali, seveda smo jih tudi malo po domače povedano prestrašili. Če ve, kaj to pomeni, če nekdo ropa v času vojne.
prišel si pleniti, nisi prišel delati real, ne. In več ne bom govoril, da so vsi verjetno tisti policisti to zelo dobro zapomnili, kaj delajo na slovenskih tleh, kdo jih je poslal. Smo pa jih eno večer peljali z vlakom v Logor. To je pa bilo tako organizirano, da operativno je zadevo izpeljala kriminalistična služba. Logistično pa varnostno-informativna služba, se pravi, tako imena danes Sova. In tudi jaz nisem vedel, kam grem, ne. In v Mariboru so bili polni zapori, vojakov in v Meljo na tovorni tir so te vojake ujete pripeljali, mi smo jih prevzeli na potniški vlak. Ko smo jih peljali proti Ljubljani, so bile vse železniške postaje luči ugašene, to niti ene luči nikjer, od Maribora do Trbovlja. Mi nismo vedeli tema, teda kam se peljemo. No, ko smo prišli v Trbovlje, so nas čakali avtobusi, zalepljeni s papirom, tako iz vlaka 3 metre v avtobus, potem sem imel občutek, da voham po domače povedano sklopko, da gremo nekam prek, ne, ker je Logor bil zgoraj. In med tistimi ujetimi vojaki je bil en Slovenec. Pravi, tu blizu sem pa jaz doma, ne, je prepoznal. Njega smo takoj izločili in so za njega poskrbeli, ga domov poslali. No, čez 2 dni je tudi vojska locirala ta Logor, kjer smo mi iz cele Slovenije vozili ujetnike. Mislim pa, da so bili Brioni, ko je bil Kučan na Brionih in ko je bil mirovni dogovor sklenjen, da so takrat sklenili, da so te ujetnike na nek način spravili do doma, predvsem tiste navadne vojake, ki so bili stari 18 let. In tukaj moram reči, da me ne bo peklo to, da nismo imeli orožja. In tam vidim v Logoru en teritorialnec je imel postavljeno, mislim, da je bila osa. Gledam jaz isto oso, bi jo povzel zraven za Maribor dnevi, in sem si že polne vest pekla, jaz jo rabim Maribor, pa on jo rabi, ker mi je nismo imeli, nismo imeli protioklepnega orožja, imeli smo pa problem recimo proti Šentilju, tanki, sreča bila, da so padli tam na njivi v tisto blato. Policija ni imela tromblonov protioklepnih, ali pa saj do njih nismo takrat prišli. In je malo manjkalo, da si nismo začeli pod narekovaji sposojati orožja med sabo. Pač zameš to, kar vidiš in kar dobiš. No in tudi ta odlomek, kako je to potekalo, je avtor ene nove knjige, ki bo čez 14 dni na policah. Moj bivši sodelavec Šarič, ki je danes tukaj z nami, ta odlomek tudi not sem zapisal. Tudi sem se znal v času vojne na račun njih malo pošaliti, da je malo narastal adrenalin, pa da je bolj napeto, čeprav se mogoče niti nismo zavedali takrat, da bi lahko nekdo poslal avion, pa tako drugače se nam maščeval. Šele potem, ko so stvari umirile, še enkrat povem, smo mi začeli dojemati, skozi kaj smo šli, ne da bi se zavedali, da bi lahko glavo zgubili, ampak vzdušje med policisti, kriminalisti, pa vam odkrito moram povedati, vse tistimi aktivnimi, pa so bili različnih nacionalnosti. Bili so Hrvati, bili so Srbi. Vsi smo bili enotni, skus smo držali.
tu so bili, eni so si tu ustvarili družine, Slovenija je bila njihova domovina in so se z nami borili za Slovenijo. In bilo je pa nekaj penzionistov, se spomnim, ki so prihajali na Majstro, da bi nas prepričali, da delamo mi napako. Videl sem jih samo takrat, leta 1991, pa nikoli več niso prišli blizu, ker smo jih dali jasno vedeti, da z nami ni heca in da ne oni uživajo v penziji. Slovenijo, pa naša država, ki jim je dala penzijo, pa neprimerno pustijo. Cenjena gosta, verjamem, da vsak iz publike deli mnenje, ki vam bom zdaj izrazil. Vsak imate toliko spominov, da predlagam, da vsak o tem še napiše kakšno knjigo, ker tega vidim, da bi se lahko pogovarjali do jutra. Zdaj bi pa za en kratek odmor prosto, da Kjara in Sašo nas še enkrat pozdravita svojo pesmijo Milijon in ena. Še enkrat mladima umetnikoma, Kjari in Sašo. Poslanec Franc Breznik, rekla sva, ostavili smo se nekje v tistem času popoldne, poskušate strniti tiste popoldanske dogodke in glede na to, da jutri tudi obletnica tega smrti, tako rekoč res heroja za slovensko osvojitev Josefa Šimčika, še dajmo povedati, kaj o njegovi dobi. Torej, lahko povem, da prej sem začel razlagati o prvih ultimatih, torej podpolkovnika Steviloviča, ki je prvi prišel iz teh oklepnikov, postavil torej te osnovne pogoje, takoj vrniti odpeljati vseh 120 nabornikov v eno izmed vojašnic v Mariboru. Hoteli so gospoda Stotnika Pulka, ki je nekoč delal za njih. Želeli so vse evidence nabornikov
In torej provokativno so celo zahtevali, da jim vrnemo, češ pred javnostjo, da jim vrnemo tudi tega podporočnika in pa vojaka, ki sta že davno odšla, že torej, kot sem razlagal, takoj po zaslišanju. Torej, to so imeli pač ta namen, kjer so pač ves čas v bistvu vodili te provokacije. In lahko rečemo, gospod Stevilović, torej, ki je vodil prvo kolono, ni bil uspešen, prihaja potem bolj izkušeni, starejši, gospod Ratko Katalina, šef KOS-a v 31. korpusu in začne zelo ultimativna pogajanja in na eni točki potem reče 5 minuti otvorimo palko. Napetosti so bile neverjetne, torej želeli so, zaklepi so se zapeli, dali so se tudi svoje, na svojih puškah so imeli tudi troblone z solzivcem, torej želeli so sprožiti solzilec in kasneje odreti torej čez vhod v vojašnico. Nažalost, na srečo na drugi strani so se odkrito odkrivali predvsem naši strelci z armbrusti, ki so kazali ta novo nemško orožje, kar je bilo nenavadno za jugoslovansko vojsko. In v bistvu preko krožne obrambe so zavajali, ves čas nekako spreminjali, podajali za to orožje, tako da so častniki, počastniki in vojaki na drugi strani, torej jugoslovanski, misli, da je teh armbrustov velika večina več kot teh 6. Torej šlo je za eno manipulacijo. Na drugi strani, nažalost, smo imeli celo tiste 3 proticevne topove, 20 mm, ki so bili, katerih te kasete z orožjem so pa bile na tovornjaki. V bistvu so bili celo neoboroženi, mogoče tega nekateri niso opazili. Tako da je bilo enih tistih prvih 5 minut, ko so se odločili, da bojo vdrli, zelo, lahko rečemo, tistih najbolj napetih. Torej, en strel in prije do kaosa, strelja vse poprej, pobije nekaj ljudi, kot se to vedno dogaja v takšnih razmerah. Tukaj je pol ta profesionalnost te naše strani, da na te provokacije, ko je šlo resnično za minute, kjer bi se sprožila ta, lahko rečemo, medsebojno obstreljevanje, da so nekako zdržali te prve provokacije. Kasneje seveda umirijo, poskušajo z nekaj manj, lahko rečemo, provokacijami in seveda z manj ultimativnim nastopom, potem ne zahtevajo več, recimo pulka, zahtevajo samo nas nabojnike, pa evidence in kasneje torej prihaja v Pekre, torej tudi politično vodstvo, takrat Mariborov, prihajajo novinarji, začnejo snemati, kar tudi danes zahvala tudi novinarjem, pogledajte, pozabili smo te pogubne novinarje, ki so ostali med oklepniki, torej ta medijski del začeli smo dobivati tudi ta medijski del tega nekega, lahko rečemo, nastajajočega spopada. In tisto največjo, kar sem sam kot vojak lahko paziš, in potem dobiš, lahko rečemo, ta pogum, ko vidiš ljudi iz Pekre, Radvane, Razvane, Mariborčane, da z golimi rokami zaustavljajo te oklepnike. To je ta neverjetni pogum. In ne vem, kam se nam je te neverjetni pogum, recimo v zadnjih letih, nekako kam je odšel. To so ti junaki, ki so skrili z ljudstva. Vsako minuto, vsako uro. Nenavadni junaki in tem junakom v bistvu tudi sam večkrat jih omenim, bi se morali večkrat pogovarjati. Dobro, potem seveda kronološko zadeva gre na mariborsko občino, začnejo se pogajanja, torej pogajanja, prvi del pogajanja je v bistvu bil namenjen ob 7 uri, takrat 23. predstavijo, prihaja torej gospod Bogataj, ki kasneje vodil civilno obrambo, kasneje še Sloveniji, torej gospod Bogataj, prihaja torej Magdalena Tovornik, na teh pogajanjih na drugi strani prihaja poveljnik, gospod Vladimir Milošević in zdaj prihaja tudi njegov voznik in varnostnik, gospod Stotnik Milko Oznec. Sredi teh pogajanj, torej pogajanja so se začela nekaj minut čez polnoč, torej že 24. maja, prihaja do tega trenutka, v katerem danes gospod Janša govoril do nekih posledic, ker nekdo umakne varovanje okrog občine, ne vemo, kdo je dal ta ukaz, in prihaja iz vojašnic kar nekaj vozil za, lahko rečemo, za specialci in ob enem trenutku, ko stopi, ko zahteva Mičo Delić, torej, ki je bil pa poveljnik 31. korpusa, torej zahteva kozarec vode, v tistem trenutku Katalina tudi pride ven, torej iz te glavne sobe in pravi, ova pogajanja ne ide v pravo smer in v tistem trenutku prihaja, torej pridejo pripadniki in ugrabijo torej Vladimira Miloševića. Gospod Oznec se opira, potegne pištolo in se hoče
potem pač ugotovi, da pač situacija lahko bila krvava, in se nekako vda v sodo. Odpelje torej gospoda Ozmeca in gospoda Miloševiča v eno izmed vojašnic na zaslišanje, torej v zgodnjih jutranjih urah leta 24. maja 1991. Zadeva seveda eskalira, ljudje z golimi rokami niso nekateri spali, bili so v oklepnikih, so nekateri še stali v pekrah in prihaja tudi do vojašnic. Takrat se zgodi tudi ena izmed zadev, to rečem tudi tisto, kar je genialno naštudiral gospod Janša in takratni štab teritorialne obrambe, torej iskali so naše prednosti, torej kot je gospod Kangler že danes govoril, nismo imeli prednosti v predvsem oklepni tehniki, manjkali so nam predvsem torej protioklepna sredstva, težji topovi, vse ostalo proti JNA, izmeli pa smo eno izmed več sredstev. Prvič medije, drugič ljudi na svoji strani, ki so se nekaj urah odločili, kar je, lahko rečemo, z JNA, ki je delal neko analizo Maribora, njihove težke gospodarskega stanja, kot je rekel gospod Janša, da je šlo za neko jugoslovansko mesto, torej njihova analiza je nekako padla prvo minuto. Po drugi strani pa v teh sredstvih smo imeli veliko prednost, da smo ugotovili, da vojašnice so zelo odvisne od civilne podpore, zato se je začelo v tistem trenutku zapiranje, torej odklopi telefonskih linij, zapiranje vode, vsaka dostava v to vojašnico je bila prekinjena, odklopi elektrike. Vi veste, da recimo vojašnica Maribor, jaz sem kasneje vodil logistiko v tej vojašnici, največji na 26 hektarjih, imela številne velike komore za hrano in vse ostalo. Imeli so samo en osnovni agregat za elektriko, to je, ko jih odklopite, ki je imel, recimo, diplomiran inženir, povedal 100 kW, recimo, moči, to z teh 100 kW, gledajte, porabijo samo komore, recimo, za vse ostalo zmanjka te elektrike, ne. Tako da propada začne meso, propada začne vse ostalo, ne, in živčno se povečuje, ne. Lahko rečem, da se je takrat tudi testiralo točno to, kar smo počeli med vojno, ne. Ugotovilo se je šibkost točke, je pa še eno kot inženir, kasneje tudi, ko sem, moja specialnost so bile tudi zveze proti elektronsko bojevanje, kasneje, ko sem bil aktivni častnik in podčastnik Slovenske vojske, je pomembno bilo v tem, da smo mi leta 1991 dobili po zalivski vojni, da je gospod Janša svojo ekipo takrat v bistvu dobesedno spet prišvercal v Slovenijo najnovejše radijske naprave, tako zvani rakali, ki so imeli izredno dobro kriptozaščito, imeli so celo preskok frekvence v tistem času in radijske naprave, radiorelejne in kompletne zveze v jugoslovanski armadi tega niso imeli. Zato smo jim lahko tudi prisluškovali. Naša prednost je bila, da smo imeli nekaj naših slovenskih častnikov, ki so pravi čas imeli bili v kasarnah in niso prebegli, ampak so še bili v kasarnah zato, da so oddajali informacije. Jaz lahko eno tako ime izpostavim, to je bil gospod Bojan Porok, ki je dajal veliko informacij, veliki junak tvego življenje, kasneje je bil celo en izmed namestnikov vojašnice v samostojni Sloveniji, velik častnik in tudi velik pogum človek. Torej, da kronološko nekako zaključim, v popoldanskih urah se je zgodil še en incident na Ptuju, torej, ko so odklapljali en izmed elektriko vojašnici, so prvi v bistvu bojno delovali na civilno osebo, torej 24. maja, nekaj ur pred Simčikovo smrtjo, so strelili enega med električarjev, v bistvu je preživel, ampak je bil težje poškodovan. Torej, popoldan proti večeru pa se ljudje zbirajo pred vojašnico Vojvode Mišiča, kjer smo se danes poklonili spominu na gospoda Simčika in gospod Simčik je se z golemi rokami oprl kot večino Mariborčanov pred en izmed bovov, bov je na 7,5 ton in ta vojak je brezkompromisno, kljub temu, da je videl, da so živi ljudje pred njimi, da se ti ljudje težko umikajo, veste, v gužvi. Gospod Simčik je takrat bil star, mislim, nekaj čez 50 let, se ni mogel omakniti, teh 7,5 ton težko vozilo ga je povozil tam na tistem pločniku, grozovita smrt, kako rečemo. In kako ste to naborniki vojaki doživeli in predvsem kakšno moralno moč ste čutili, ko so vas vsi ljudje praktično podprli? Glejte, seveda vojaki smo bili takrat v Pekrah, imeli smo manj teh informacij, ni bilo sredstev zvest, ni bilo mobitela, ampak glejte, to žrtev, ta zadeva je potem eskalirala, tudi JNA po vsej verjetnosti se je zamislila, naši mediji so to posneli, to zadevo dogajanja in zadeva se je potem, lahko rečemo, obrnila z pripadniki JNA po vsem tem kaosu, teh ljudeh med vojašnicami, tudi že, lahko rečemo, teritorialna obramba, tudi zaščitne note, milice,
številni zaščitniški vodi, tudi protidivizijski vodi so bili na svojem terenu. Mi smo takrat že na področju Peke tudi imeli še eno obrambo, kjer so prišli rezervne enote teritorialne obrambe v pogon. Torej lahko rečem, da so nekako ugotovili, da zadeva ne bo tako enostavna. In zaradi tega so se pekerski dogodki po tem zadevah zaključili pozitivno. Gospoda Vladimirja Miloševića in Milka Ozmeca so po vseh zaslišanjih nekako izpustili in lahko rečemo, ljudje so se kasneje omaknili. Gospoda Simčika smo pokopali čez nekaj dni in pekerski dogodki, torej kot je danes rekel nekdanji obrambni minister, so se zaključili. Jaz pravim, da niso bili pekerski dogodki, zgodil se je pekerski upor. In zgodilo se je nekaj, da smo ljudje, Slovenci in Slovenke, prav tu na Štajerskem ponovno dokazali, da mislimo za osamosvojitev resno, da smo za osamosvojitev pripravljeni dati svoja življenja in da smo mi na prihajajočo vojno pripravljeni. Hvala lepa, gospod Franc Breznik. Gospod Franc Kangler, iz vsega tega smo slišali in vsega dogajanja vemo, da Slovenci, sploh pa posebej tukaj Štajerci, znamo skup stopiti, tako kot se po domače reče. In če se vrnemo malo v trenutni čas, kakršen smo, spet smo pa enim pomembnim dogodkom, to bojo volitve, veliko politično analitiko in ljudje nasplošno čutijo, da so to zelo pomembne volitve. Ali mislite, da bomo zdaj Štajerci in pa Slovenci spet znali skup stopiti, čeprav vidimo, da predvsem na Štajerskem in Pomurju vlada velika apatija? Prosim za vašo zaključno misel. Slovenci smo znali, Slovenci pa tudi zmoremo zmerno skup stopiti, ko je to potrebno. V enem tem danem trenutku so tisti, ki so bili proti slovenski osamosvojitvi pa naši lepi domovini, kar veliko naredili, da našo enotnost razbijajo. Pa se bom malo dotaknil še preteklosti leta 1991. Veste, vojaška obveščevalna služba je imela vse zrežirano. Kolega Breznik je pozabil povedati, da za vse pripadnike slovenske vojske, predvsem pa za policiste, kriminaliste, so bili pripravljeni bunkerji oziroma kletke v kasarni, in to začasne. In transportni helikopterji so bili pripravljeni za prevoz vseh ujetih policistov, funkcionarjev, za vojno sodišče v Niš. Nekateri iz Slovenije so se v času vojne po nalogu vojaške obveščevalne službe umaknili. Ne vem, pozabil enega preiskovalnega sodnika, ki je že danes spokojen, bil Črnogorec, Mariborskega sodišča. Ko smo mi našli sezname, po kasarnah, so imeli vse funkcije ti gospodje razdeljene. Ta sodnik preiskovalni je bil predviden za predsednika sodišča, on je zdravnik je bil predviden za direktora Mariborske bolnišnice, tretji je bil predviden za šefa policije in vse funkcije so bili takrat razdeljene med tako imenovane Srbe, noben drugi. In to tiste, ki so pred vojno pobegnili Slovenije, so bili inštalirani spodaj pri njih, da bi, ko bi izčistili in ko da bi prevzeli oblast, se vrnili nazaj in prevzeli, bi rekel, da po domače vitalne funkcije, ki jih je bilo potrebno za vladanje narodov in obvladovanje neke družbe prevzeti. Je pa res, da so se pa ti seznami, ki smo jih mi našli, na nek način poskrili. Jaz pa mislim, da narod in Slovenci imamo pravico vedeti in zvedeti, kdo je bil na tej strani in kdo je bil na oni strani. In kdo je na nek način z okupatorjem sodeloval in kdo se je boril za slovensko zemljo in slovensko domovino. In ker ste me vprašali za prihodnost, pa glede na to, da so volitve pred nami,
Želim si, da desna opcija, ki je zaslužna, da smo se leta 1991 osamosvojili, ki je zaslužna, da smo dobili svojo državo, ki je zaslužna, da smo na nek način obranili svoj ponos, predvsem pa ohranili svojo identiteto, da bi tudi na teh volitvah zmagala. In prav te dni sem zapisal govor v knjigo kolega Šariča. Ta knjiga bo čez 14 dni ali pa 3 tedne na policah in bom prečital moj zaključek te knjige. Naj nam bodo vse te politične zgodbe, ki jih piše 21. stoletje, v poduk. Naj nas okrepijo, da ne bo žrtev sistema še več. Čas je, da spremenimo sistem in iz prestola omaknem ljudi, ki ne vladajo v dobrobit državljank in državljanov. Naj se žrtvuje sistem in nikakor več ne posameznik. Spoštovane Slovenke in Slovenci, cenjeni bralke in bralci, čas je, da se ponovno borimo ali izborimo za Slovenijo, čas je, da se ponovno borimo ali izborimo za to, kar nam pripada. Boljši jutri je na dosego, roke narediti moramo le korak bližje. Boj še ni končan. Hvala za vašo zelo nazorno in zelo povedno in močno zaključno sporočilo. Gospod Franc Breznik, volitve so pred vrati. Smo Slovenci pripravljeni, imamo ljudi, da bi spet prevzeli slovensko državo, kajti Slovenija, vemo iz ostave, je država Slovenk in Slovencev. Kratek komentar. Poglejte, država lahko tisti vodi, tako kot starš vodi in vzgaja svojega otroka, tisti, ki jo ima rad. Nažalost so Slovenijo v kompletnem obdobju tisti, ki so ustvarjali, tisti, ki so za njo umirali, tisti, ki so za njo, lahko rečemo, bili tudi v bivših sistemov v zaporih, vladali najmanj. Torej, vladali so tisti, ki se te Slovenije nikoli niso želeli. Danes smo imeli gospoda Školča. Poglejte, v prejšnjem mandatu, ko sem jaz bil poslanec, je gospod Roman Jakič, ki se je delal norca Slovenske vojske, ki je vse amadmaje zavrnil, bil obrambni minister. A se vi zavedate? Predsednik države, dvakratni gospod Kučan, večkrat javno povedal, da je to ni bila niti njegova intimna opcija. Glejte, in ti ljudje so nam vladali več kot 20 let in vladali te države. Torej države, ki si nikoli niso želeli. In poglejte, zmagali smo na vojnem polju, zmagali smo proti tretji najbolj močni armadi, za katero se je imela JNA. Zmagali smo proti armadi, ki je leta 1945 začela z genocidom nad slovenskim, hrvaškim, tudi s delno srpskim narodom, pobila na 568 tisoč ljudi, 568 tisoč ljudi po drugi svetovni vojni do leta 1951, po poročilu Jankoviča, in leta 1995 je svojo pot zaključila ponovno v genocido v Srebrenici. Torej, zmagali so vedno takrat, ko so na drugi strani bili z žico zvezani vojaki, brez orožja, civilisti, otroci in ženske, takrat je JNA vedno zmagovala. Prvič, ne pozabite tega, dragi spoštovani danes brani, prvič po drugi svoji svetovni vojni na evropskih tleh so pa prvo vojno, ki so izgubili, prvi tudi spopad vojaški, je bil v Sloveniji. Mi smo to vojno začeli brez zaveznikov, sami, popolnoma sami smo ostali. Mi smo v tej vojni, lahko rečemo, nismo izgubili koščka slovenske zemlje. In v tej vojni se nikoli nismo maščevali tistim, ki so nasprotovali slovenski osamosvojitvi, slovenskim težnjam in slovenski samostojni državi. Moja zaključna misel je, da slovensko državo, ne glede na politično pripadnost, morajo dobiti v roke ljudje, ki jo imajo radi, ki si jo želijo. Tako kot otroka morajo vzgajati ljudje, ki ga imajo radi, ki si ga želijo. Ne morajo vzgajati nekdo, ki ima to državo in slovenski narod vidi samo preko svoje denarnice. Slovenskem narodu morajo vladati ljudje, ki imajo Slovenijo v srcu, ki jo imajo v svoji duši,
ki jo čutijo. Bog živi Slovenijo in Bog živi Slovensko vojsko. Najlepša hvala. Drage dame in gospodje, predno končamo ta nadvse zanimiv večer, pa vabim k besedi in kratki zaključni misli o tem, kaj vrednote slovenske osamosvojitve pomenijo danes in pa predvsem pred temi volitvami dr. Boža Predaliča, generalnega sekretarja. Izvolite k mikrofonu. Hvala za besedo. Hvala tudi vsem vam, ki ste se danes udeležili tega našega srečanja. Se opravičujem. Kot že ime združenja pove, je njegovo osnovno poslanstvo negovati vrednote, ki so to državo ustvarile, pa tudi ohranjati zgodovinski spomin na ta čas, na čas nastajanja slovenske države. In to je potrebno. Kajti na ta zgodovinski spomin, na dogodke, je počasi padel prah, ki so ga ustvarjali tisti, ki si te Slovenije niso želeli. Prah, ki je prekril pravi zgodovinski spomin z manipulacijami, z lažmi, z mediji, zato, da so prekrili pravo resnico. In, drage dame in gospodje, tudi zato je Slovenija danes tukaj, kjer je. In ko se bo razčistila zgodovina, ko bomo dobro poznali, kako je ta naša ljuba država nastala, ko bojo to državo zopet vodili ljudje, ki so jo ustvarjali, ki jim je mar za njo, takrat bo šlo tudi Slovenija bolje. In ne bi nič več dodajal, predhodniki so vse lepo pisali, kako je bilo, mislim, da je zgovorno bilo, da je bilo poučno. Njim se zahvaljujem, da so se odzvali v vabilu združenja in seveda tudi vam, da ste danes tukaj prišli, da smo doživeli, preživeli lep večer. Srečno Slovenija! Hvala lepa še enkrat našima osrednjima gostoma, poslancu Francu Brezniku, gospodu Francu Kanglerju. Dame in gospodje, verjamem, zavedne Slovenke in Slovenci, da smo od tega vsi veliko odnesli. Vmes sem imel čas opazovati vaše obraze. Videl sem mešanico zaskrbljenosti, pa tudi ponosa nad vsem tem, kaj smo že naredili. In verjamem, da bomo to sporočilo odnesli domov vsem svojim bližnjim, hkrati pa tudi našim gledalkam in gledalcem, ki nas spremljajo po Novi 24 TV. Dajmo, ponesimo to dobro sporočilo vsem in se zavedamo, pred kakšnim zelo pomembnim časom smo. Še enkrat hvala za vaš obisk in vse dobro.